komisija, skrajševano za žilne opornice, začela z delom meseca maja 2016 s sklepom Državnega zbora in je po 35 rednih sejah in 20 izrednih sejah ter zaslišanih 51 prič pred tednom dni v bistvu sprejela zaključno poročilo. To zaključno poročilo je bilo včeraj vloženo v Državni zbor, torej poslano vsem poslancem. Začeli smo nekako kot tretja preiskovalna komisija in zaključili prvi. Jaz mislim, da je bilo narejeno ogromno kvalitetnega dela in velika škoda bi bila, da to zaključno poročilo ne bi bilo recimo niti obravnavano na seji Državnega zbora. Zato sta danes s podpisi poslanske skupine, torej poslancev Slovenske demokratske stranke in pa s podpisi poslancev Nove Slovenije je vložena zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Kar pomeni seveda, da predlagamo Državnemu zboru, da to končno poročilo tudi obravnava in nenazadnje tudi sprejme. Zaključno poročilo zajema tako tisti odprti del, s katerim lahko razpolagajo tudi mediji oziroma vsi ostali, zainteresirana javnost, kot dodatno zaključno poročilo in pa drugo dodatno zaključno poročilo, v katerih so zajete zaslišanje prič brez navzočnosti javnosti in pa določeni dokumenti, dokazno gradivo, ki je zaradi označbe interno in pa zavarovanja podatkov kot zaprti del seje. Oziroma v zaprtem delu naj bi se to obravnavalo. Samo zaključno poročilo ima tudi eno ločeno mnenje. To je moje osebno ločeno mnenje, ki sem ga podala k zaključnemu poročilu, v katerem sem navedla svoje poglede na samo delo preiskovalne komisije in pa tudi določena, ne bi rekla ravno nestrinjanja, ampak moje poglede na del vmesnega poročila in pa tudi del zaključnega poročila, predvsem v zaključnem poročilu tudi ta predlog glede na pridobljeno gradivo s strani gospoda Pezdirja, ki naj bi dokazovalo, da je gospod Zemljarič krivo pričal pred preiskovalno komisijo. Zdaj preiskovalna komisija namreč tega ni, bom rekla, obravnavala, ker je prišlo to gradivo že v času, ko je bilo zaključno poročilo že napisano in že dano v obravnavo članom preiskovalne komisije. Zato je bil samo predlog na zadnji seji preiskovalne komisije, da organi, ki so za to pristojni, to tudi preverijo. To dopolnilo ni bilo sprejeto na sami preiskovalni komisiji, zato sem to tudi v ločenem mnenju napisala, da glede na gradivo bi bilo smiselno, da to preverijo pristojni organi. Torej še enkrat, Slovenska demokratska stranka oziroma poslanci Slovenske demokratske stranke in pa poslanci Nove Slovenije danes vlagamo zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Hvala, če je samo vprašanje. Če ni vprašanje, hvala lepa. Najlepša hvala.